sem nekako vedno izbrala tisto področje, kjer sem se v tistem trenutku iskala. Vsaj tisti trenutek sem mislila, da delam prav, pa saj verjetno sem, a ne. Ampak glede na to, da sem imela ničkoliko, nešteto torej, svojih življenjskih lekcij, nisem našla tiste začetne točke, da bi to vendarle storila tako, kot seveda se to stori. Vedno mi je nekaj manjkalo. No, sedaj sem razumela, bila sem seveda 9 mesecev v prvem letniku Akademije in tukaj šele sem spoznala, da sem izpustila vsaj 2 res zelo pomembna koraka. Kot prvi je bil tale, da si nisem prej nikoli privoščila, da bi vzela kakšnega terapevta oziroma kovča oziroma mentorja, kakorkoli, no, da bi me ta nekako vodil oziroma vodila skozi neke procese. In ker tega nisem dejansko naredila, sem sama preskakovala pomembne korake, ki bi me pripeljali do konca oziroma bi mi ti koraki naredili celostno spoznanje, tako kot so mi v tej akademiji, a ne. Kaj mi je pomagalo, da imam doma en kup diplom, priznanj in kaj jaz vem, kaj še vse, če pa jih nisem znala uporabiti. Vedno mi je neki detajlček manjkal, nikakor nisem znala začeti. No, sedaj sta mi moji 2 mentorici oziroma kovčinji, to seveda tudi ta mozaik moj, ki sem ga imela, s pomočjo njunega vodstva sta mi ga pomagali sestaviti. In sedaj razumem, kako je pomembno, da greš od prvega koraka do zadnjega. Zdaj, če si to tako prevedemo po domače, ko smo mi šli v šolo kot otroci, zakaj nismo šli kar v 5. razred? Ja, zato ker najprej smo se mogli v 1. razredu naučiti brati pa pisati, pa spoznavali smo števila, pa potem smo začeli seveda tudi se naučili abecede in tako naprej. Enako je v procesu torej osebnostne rasti. Nikakor ne moremo preskočiti 1. koraka ali pa 3. koraka in biti že na, ne vem, 10. koraku recimo. Moramo iti po vrsti. In zato res toplo priporočam vsaki, najdi nekoga, ki se spozna na te korake, ki vas bo lahkotno, z ljubeznijo vodil skozi te korake, ki vam bo dovolil poiskati nazaj samega sebe.